Ja, kaj pa ti delaš? Uravnotežam hormone. Hormone? Mislim, mi boš naredil sadno kupo? Lahko ti je naredim, zato ker sadje blagodejno vpliva na hormone, kot boste izvedeli v nadaljevanju. Živja in dobrodošli spet na kanalu diagnostičnega laboratorija Medicare Plus, kjer vam laboratorijske podgance in ne najljubše branjevke prinašamo zanimive vsebine z področja laboratorijske diagnostike, odgovarjamo na vaša vprašanja, peljemo vas pa tudi v laboratorij, kjer si lahko ogledate, kaj se dogaja z vašimi vzorci. Zato ostanite z nami. Estrogenska dominanca, pomanjkanje progesterona, pomanjkanje testosterona, policistični jajčniki. Vsi ti pojmi izvirajo iz spolnih hormonov, katere vam predstavljava v nadaljevanju. Hormoni so kot nekakšen informacijski sistem organizma. Nastajajo v žlezah z notranjim izločanjem, potem pa po krvi potujejo do tarčnih organov, kjer sprožijo nek specifičen odgovor in se potem razgradijo. Njihovo sproščanje je urejeno s pomočjo povratnih zank. Ko je nekega hormona premalo, se izločanje poveča. Ko je nekega hormona preveč, se izločanje zmanjša. Na ta način nivo hormonov ostaja v določenih fizioloških mejah. Vendar pa noben hormon ne deluje popolnoma samostojno. Hormoni so namreč med seboj močno povezani in če se poruši izločanje enega, temu kmalu sledijo tudi drugi. Mogoče ne takoj, ampak zagotovo pa. S tem pa pridemo do hormonskega neravnovesja. In danes bomo govorila o hormonskem neravnovesju z vidika spolnih hormonov. Za potrebe tega videa si predstavljate, da je tale hruška progesteron, tole je estrogen in tale kosmat, kivi, je testosteron. Prvo neravnovesje je estrogenska dominanca. Kot sva že zadnjič omenila, imamo tako imenovane dobre hormone, za katere si želimo, da jih imamo čim več, in pa tako imenovane slabše hormone, za katere si ne želimo, da jih imamo preveč. Estrogen sodi v to zadnjo skupino, saj kadar ga imamo preveč, lahko povzroča težave. In glavne naloge estrogena so razvoj spolnih značilnosti, zaloga maščob, ki predstavlja vir energije za telo, stimuliranje rasti tkiva dojk in pa ohranjanje nivo kolagena v koži in ostalega veznega tkiva. A ste slišali, kaj je rekel Aleš zaloge maščob? Glavni znak estrogenske dominance je ravno nabiranje maščobnih oblog okrog pasu. To pa velja tako za moške kot za ženske, saj imajo tudi moški lahko preveč estrogena. Zdaj, zakaj pa prihaja do sprememb v nivoju estrogena? Estrogen niha že tekom ciklusa, niha pa tudi tekom življenja, saj ga imamo v telesu v 3 oblikah in te vrednosti se precej spreminjajo. In kadar se spreminjajo, lahko pride do prevlade, se pravi do estrogenske dominance, ki je lahko posledica pomanjkanja na drugi strani progesterona. To neravnovesje je pa najbolj izrazito pri ženskah v rodnem obdobju. Zakaj torej pride do estrogenske prevlade? Lahko je to zaradi stresa, slabe prehrane, nerednih ovulacij oziroma nerednih ciklusov, lahko pa tudi zaradi pomanjkanja progesterona. Glavni znaki estrogenske dominance so tako pospešeno staranje, anksioznost, nihanje razpoloženja, zmanjšan libido, pridobivanje teže in pa neredni ciklusi. Ena izmed verzij estrogenske dominance, da si boste mogoče lažje predstavljali, je tudi PMS oziroma predmenstrualni sindrom. A ni tako, da je PMS pomenstrualni sindrom? PMS je dejansko bolezen, ki je mimogrede starejša od tebe. Prvič je bila potrjena že leta 1981. In uradna definicija je, da gre za fizične in psihične motnje, ki se dosledno pojavljajo med ovulacijo in pred menstruacijo. Simptomi PMS-ja imajo resen, ampak predvidljiv učinek. Tako da ženske bomo med PMS-jem utrujene, napihnjene, razdražljive, pojavijo pa se tudi boleče dojke, aknavost in glavoboli. Na splošno gre za posledico estrogenske dominance, ker kot vidite na zaslonu v teh delih ciklusa estrogen močno naraste. Seveda pa se da znake tega neravnovesja tudi ublažiti, tako da evo tipi, če ima vaša izrazite simptome PMS-ja, potem naj zmanjša v teh delih ciklusa vnos alkohola, sladkorja, živalskih beljakovin, na drugi strani pa naj poveča vnos sadja, zelenjav, stročnic, rib in oreščkov. Mogoče bo posledično tudi malo manj sitna. Kot vidite,
veste, imamo še vedno vse mandarine na eni strani, kar pomeni, da je tudi naslednje hormonsko neravnovesje ena izmed oblik estrogenske dominance. Pri tem neravnovesju nam primanjkuje hormona progesterona, ki bi ublažil negativne učinke estrogena. Progesteron v telesu deluje na več načinov. Če sva prej razlagala o estrogenu, ki je načeloma slab hormon, zdaj pojasnjujeva progesteron, ki je načeloma dober hormon. Progesteron deluje kot promotor nosečnosti, antiinzulin, antistresor, pomaga pa tudi pri boljšem spancu. Nizke ravni progesterona zato lahko povzročijo, da ima ženske težave z zanositvijo. Prav tako pa je pomanjkanje progesterona lahko krivec za spontani splav. V nosečnosti je nizka raven progesterona kriva za tiste jutranje slabosti, ki jih povzroča estrogen, prav tako pa lahko premalo progesterona vpliva na prezgodnji porod. Celo poporodna depresija naj bi bila posledica pomanjkanja progesterona. In znaki nizkega progesterona so zamegljeno razmišljanje, depresija, suhi lasje in suha koža, utrujenost, vročinski oblivi in pa slab spanec. Naslednje pa je neravnovesje v androgenih hormonih. Sem sodita dve obliki, in sicer pomanjkanje hormonov testosterona in DHEA ali pa preveč teh dveh hormonov. Kakšna je vloga testosterona v telesu, sva že zadnjič pojasnjevala. Zato danes samo na hitro. Testosterona imamo moški 10-krat več kot ženske. Zaradi njega imamo nižji glas, smo bolj poraščeni in več mišic. Nivo testosterona pada z leti. Ko pade preveč, moški pridemo v tako imenovano andropavzo. In znaki pomanjkanja testosterona so naslednji. Telesne bolečine, zmanjšan libido, manjša spolna občutljivost in manjši užitek, zmanjšanje mišične mase in vzdržljivosti, slabše psihološko počutje, depresivno razpoloženje in pa utrujenost. Na drugi strani pa lahko imamo preveč hormona testosterona in DHEA. Tega si predvsem ne želimo mi ženske, saj presežek testosterona lahko povzroča neprijetne znake. Ti so poraščenost, akne, razdražljivost in agresija, izpadanje las in pa policistični jajčniki. Poleg tega pa se ob presežku testosterona lahko poveča tudi tveganje za srčne bolezni, raka dojk in pa metabolne motnje. Včasih je lahko hormonsko neravnovesje posledica napačnega delovanja vaših žlez. Lahko pa je tudi posledica vašega načina življenja, ampak na tega imate vpliv. Torej, kaj lahko storite sami, da si povrnete hormonsko ravnovesje? Prva stvar je zagotovo prehrana. Mogoče zdaj razmišljate, kakšno povezavo ima prehrana s hormoni, ampak jo ima. Nekatera živila namreč lahko v telesu posnemajo naše lastne hormone in zato delujejo kot hormonski motilci. Več o tem bova pojasnila v enem izmed naslednjih videoposnetkov. Hvala Bogu pa imamo na drugi strani živila, ki ugodno vplivajo na naše hormone, zato je dobro, da teh uživamo čim več. In kaj torej lahko naredimo? Najprej zmanjšamo vnos kofeina, sladkorja in pa živalskih beljakovin. Na drugi strani pa povečamo vnos maščob, potem sadja, zelenjave, stročnic, semena in pa lanu. Pomemben pa je tudi dovolj velik vnos mineralov in pa vitaminov. Naslednja stvar je izogibanje slabim razvadam, to sta kajenje, alkohol. Kakšen vpliv ima kajenje na spreminjanje krvnih celic, vam bova že pojasnila enkrat v prihodnosti, do takrat pa ne velja, da imajo te slabe razvade tudi slab vpliv na hormone. Tretja stvar, ki jo lahko storite, je, da povečate fizično aktivnost. Pa ne pravim, da se morate vpisati na fitness. Dovolj je že 20 minut aktivnosti na dan, ki bo pospešila vaš puls. S tem boste tudi blagodejno vplivali in mogoče znižali vaš kortizol, na drugi strani pa boste dobro vplivali na vaš testosteron, pa mogoče dobili kakšno mišico. In še zadnja stvar, pričnemo z obvladovanjem stresa. Kakšno povezavo ima pa zdaj stres s hormoni? Stres naše telo pahne v tako neugodno stanje, pri katerem je v prvi vrsti pomembno preživetje. Zato so takrat visoki hormoni kortizol, adrenalin in podobno, ne pa hormoni, ki so pomembni za dobro počutje, torej serotonin, oksitocin, progesteron. S ponovno vzpostavitvijo ravnovesja med hormoni si boste olajšali znake hormonskega neravnovesja, izboljšali splošno počutje in kakovost življenja, obenem pa uživali tudi v pomlajevalni terapiji. Zakaj? Ker ljudje z optimalnimi vrednostmi hormonov tudi boljše izgledajo. Če bi vam bil video všeč, nam stisnite like, naročite se na kanal, zato ker bomo v naslednjem videoposnetku govorila o hormonskih motilcih. Tako da, če vas zanima, nas spremljajte še naprej.
Mi dva se zdaj vračava v laboratorij, Se vidimo naslednjič. vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau. Čau.